Pa šele maje. Kaj? Pa šele maje. Pa ne dopustimo še tako. Ne čakaj na maj. Ne čakaj na maje. Že plačal pizde, polno. Ja, v dopust sem že plačal pizde. Kam pa greš letos? Se pravi. Sem kakaj, kralski kamp. Kaj na zraven prementure. Ok. Ja, tam kaj malo standard. Samo, veš, Klasika. moraš naprej plačati, ne? Mislim, Ja, ne vse, ampak nekaj, seveda, ja. da vidi, da si resen. Da ga malo bližji zi. Ja, seveda. Tako da grem, da fucking dopust, pa ne se... Vala, se prav. Avtomatsko. Dopust mora biti. Ja, dopust mora biti. Tako da ja. Ja. Čeprav teli turisti so Pizda ima. smo ugrabili te mesta. Ja, resno smo. Ne, samo zakaj si to kar naenkrat? Mislim, turizem obstaja že, ne vem, od dolgo, mislim, od zdaj, naša doba, vsi smo skozi hodimo na dopust, ne? Vem, vsi skozi hodijo, veš, tam so... Pred 100 leti je bilo milijardo ljudi, ne? Že ta številka. Ne, pa ni, fora. Izmera ista milijarda hod na dopust, veš, ostali prasti kar nočo. Glede na to, kurbe škrte, a ne, to so ti ta revni. Ja, sorry. Ne, a veš, to je za podpornike, oni so bogati, oni lahko to poslušajo. A veš, kad Nemci so skozi hodili, Avstrijci, tudi Čehi, ne, pa niso bili najbolj bogati. Pa že v Avstro-Odrski prekleta banda, to je pa jaz mislim tako, veš, recimo za našega življenja. Smo skozi, vsi smo hodili na dopuste, ni da ne bi šli, tudi oni so hodili, ne. Ja vem, sama, veš, takrat, ko smo mi bili mladi, ne, smo hodili na dopuste ne vsi vemo, v počitniške dependanse. Te pa te firme. So bili starši v dekorativni, so bili v Imosu, so bili nekje. So pač bili, in si pač šel tja na dopust. Ne? Pač ta dopustniška kultura se mi zdi, da je bila bolj blizu Evropi. Ne vem, mogoče. Sej, a veš, zdaj sem, mislim, a veš, hočem reči, vse takrat so tudi, recimo tudi Avstrijci so hodili, a so šli k nam, a so šli pa, ne vem, v Barcelono, ne? Kaj je bilo isto, pa sej, ne, mislim, da to raziskovanje je zdaj bolj novo, ne? Prej je bil dopust, je bil to, da si pač šel in si spočil, ne, od dela, ne, se pravi, pač Slovenci smo hodili za 14 dni na Hrvaško, pa smo se ga pač tam ubili, ne, za onih 14 dni, ne. Si spočil moja jesa, ne. Ja, mislim, ne. Veš, kako so te dopusti v teh dependancah zgledali, ne. Starši so pili, mi smo se pa igrali tam okrog, ne. Niso bili pa popuščeni sami sebi več cajta. Zdaj pa to raziskovanje sveta, se mi zdi pa, da se je pač s to pocenitvijo kart letalskih, da se je zgodilo, ne. Pa s pojavom Instagrama, ne, ker se moraš pač ti na določenem kraju, v določenem mestu se moraš slikati. Ne? In sam tam. Ja, in potem imaš, v bistvu ti na feed letijo iste slike z istega kraja, ne? Ker pač vsi kerinajo. Ja, pa itak pod kotom takim, ki pa kako dobro zgleda, pa kaj priješ, pa še 37,000 istih ljudi, ki slikate. Zdaj mi dva sva bila zdaj kle na Amalfijski obali, ne? Super, drugač tako na daleč pogledati, super lepo, ampak na daleč za pogledati. Ko pa prideš bliz, ne, pa v bistvu ugotoviš vso to kapitalistično potrošništvo, ne. Sej pravim, sem tudi sam kriv tega greha, ker sem obiskal ta mesta, ne, ampak vidiš, da je v bistvu vse skupaj namenjeno samo neka kulisa za predrage restauracije in predrage trgovine. Ne? A veš, recimo, Capri je odlična kulisa za razne Louise, Diorje, Dolce Gabbane, ne? Mislim, a veš, mesto je sestavljeno v bistvu v tiste hiške, ki so bile tam na Capriju, ne, so od spodne dele so pač kupile te trgovine, ne, in v kafičih je pač kava, ne vem, 6 €, Aperol parterajo tudi do 25, tako da, a ne, a veš, zato, ker je pač kao nek razgled, ne, in vse skupaj, ne, in vsi se hodijo na iste kraje slikati in to eni ljudje porabijo
ti boži, to pol ure porabijo za zgleda za eno sliko. Mislim, pa nisi ti, a veš, ni tebe ta, kjer je bil ta, ne vem. Ja, pa pizda, stari, 16 lajkov, to je več, kot ponovadi pizda. Jaz zastopam. Jaz sem bil v Linjanu, to je čisto tam, poznam. Lušen. Lepo. Čisto lepo, Lušen, itak takrat je, ko smo mi bili, to je bilo zdaj, ko so bili prazniki, je še več ali manj še zaprt, s prvimi se odpre. Ja. Ampak še vsem se eni tam, jaz sem kar na par videl, kako se tam slika, pa ne, tipijo je slikal bejba pa ful polali lase gor, pa to pa. Ja, pa torbica kako tako, pa klemam jakanco na tej rami, jakanco čez obe dve rame. Mislim, kako se ti da, pizda? To je čist pro, ja. V bistvu čist pro setup je, ne? Ja, vala. A veš, nekdo bi tudi za neko revijo bi to recimo poslikal, mogoče bi trajalo 1 uro del, ampak drugače, mislim, priprave pa vse skupaj izgleda, pa kaj bi bilo to za profesionalno, mislim. Mislim, ne razumem. Je pa res, da sem zadnjič zadnjič sem videl pri našem drugem najljubšem sosedu, ki zdaj ni več to kljub na Hoferju. Sem eno bejbo je imela štender, telefon gor z ringom. Aha, in z vrečkam. In z vrečkam, jaz pa tako pa nekaj slišim, se nekaj pogovarja, pa tako, veš, ko pač greš mem, pa slišiš nekaj. Ona je svojo nakupovalno izkušnjo je opisala na... Verjetno. Stari, TikTok, Instagram neki. In je debatirala in jaz, veš kaj, live? Ne vem, nisem pa vprašal. Zakaj nisi fotobombo pizda, stari? Ne, pa sem samo... Jaz tudi srčkam Hofer, ja, veš. Ni bolj. To bi pa res pokvaril. Bolj pa je mogla še enkrat. Če je kakšna plačana slučajno, ona Bogareva je bila pa sama in je mogla pol najprej, vem, da je predstavljala ti štender, ker sem ga videl tako, ker je bil najprej sred parkirišča, pa ga je dala blizu, pa ni mogla vrat zaprt, mislim, kufra, tako imela cel ful problemov. Bogareva. Ne, sej influencerska ni lahka, ne. To je zajeban. Sam je res. Mogoče dobila sam. Skozi delaš, pa mene najbolj to matra, da moraš biti ti skozi gor. To je ta grind, veš, to je ta zdaj. Veš, ti skozi moraš malo prečekirati, pa skozi moraš malo tam lajkati, pa drugače engagement pade, ne, ker je algoritem tako narejen. To je ta grind culture, veš, moraš malo, ne. Meni je noro, veš, ker si recimo, ko otroke naše poslušaš, ne, veš, oni si ne znajo predstavljati, da boš delal teh, ne vem, 8-9 ur, ne, ker si recimo v službi, ne. Veš, in če si pol influencer, ne, le je to 24 ur. Ja, del, ti zjutraj, ko se zbudiš, pogledaš svoje objave, pogledaš, koliko si dobil lajkov, analiziraš vse. Ne, pa koliko si dobil komentarjev, ne, in pač moraš imeti neki engagement s temi komentarji, ne, se pravi, ker ne možeš jih kar pustiti. Saj posrčkati jih moraš, pa kaj še ga odgovoriti. Recimo ti maile v službi, ne. Ja, hvala. Mislim zato, da se ne berejo, ne me jebati. Ja, zato imaš zdaj to umetno, da ti to pregleda, da vidiš, če je kaj zafukan stran, ali kaj je to, ne. Summary, pač če že. Ja. Pa še to, vse v naslovu piše. Ne, in če je dober mail, bi mogel. Mogel bi. Če pa ne, si pa ne zaslužiš za odgovor, ne, in potem moraš ti pač zaskreirati neko novo vsebino, ne. Ja. Se pravi, moraš razmišljati o tem, kaj boš danes počel, ker ni zdaj, da boš sam pred kavčem na kavču visel. Moraš še kaj za hrenovce imeti, tako da se moraš zmeniti tudi z kakšnim sponzorjem, pa na kakšen sestank moraš jeti, pa najbrž na ta prvem te bo zavrnil, ker Poli že ima unga, ne, a veš. Mislim, Poli ima že celo Dončiča, tako da po mojem, da tebe ne rabijo. No, ja, mislim, pa kdorkoli si že. Ja, mislim, kdorkoli si že te ne rabijo. Dost imajo, ne, Dončić viza. Ja, to še to. Ja, se to. A veš, zdaj čez pameten pol, kje sploh ne kličeš, ker je škoda cajta. Mislim, v bistvu, ti imaš sam 24 ur za svoj biznis. Sam. In na konc, ko vidiš, koliko si enega truda vložil, pizda je boš, da greš v McDonald's v ne burgerje obračati. Veš, mislim, tako, kakšen je bil revenue konc meseca, pa koliko si ti enega truda, pa cajta vložil. Jaz ti povem, da če si to zračunaš, da prvih 10 let sigurno ne prideš, vsaj v Sloveniji ne prideš. Ja, v Sloveniji je zelo težko. Ajde, tebi je malo večji trg.
Mislim, saj moraš... Razen, če greš na OnlyFans, ki je bolj international. Ti si pa drugi. Ja, sam moraš imeti pa druge atribute. Ja, mislim, lahko da imaš... Ti, kako pa je s tem AI-jem na tam? A to že kaj laufa? Pizda... A se da kaj v to smer narediti? Zanč bi... Mislim. Obstaja, seveda, vse isto dela, kot vsi ostali slopi. Pač. Lahko si narediš AI, ki ti govori une grške mislice, ne? A veš, da po Instagramu furaš, lahko imaš zdravstvene nasvete, lahko imaš pa nage babe. Ne? Aha, mislim, ja, ti ne bo oporekal to, da bi rad imel nage babe. Pa... Ne, se imaš posebej, so naredili ljudje, posebej, a veš, ne? Imaš posebej generatorje, pa so... Kaj pa vse dela? Ja. Se pravi, imaš pol tudi generator za bombe delati. To pa ne vem. Mislim, verjetno, da ga nek že imajo. Ne? A veš, tiskaj ti pa, ne vem, kaj ne, to si tako lokalno naštimaš svoj LLM, pa imaš vse gor, ne, veš, če si te sorte tič, da rabiš, ne. Veš, če si, veš, enka pač surfa več ali manj po Darknetu, ne, veš, valjda, da ima on že to vse, ne, veš. A dobro, to je pol pisanje. On si LLM naštimo že tako, kot je DeepSeek open source, da ven, veš, sam, install, bam, ne, v terminalčku je pognil, pa manj, veš, taki tiči pač tako dela, ne. Volja najde pot. Ja, tako je. Mi pa dajmo voljo do odštevanja najde. Dajmo, ali pa. Uf, smo malo zaplavali spet. Ja, da se. Kdaj ne? A kdaj ne, ja. Ja, lej, pa je pizda. Halo, Bovi. Mislim. Umrl že. Stari, odkar je Bovi šel, vse smo imeli epizodo. Šlo kurac. Ja. Se ne sploh ni nič več isto. Mislim, je, influencer je zmer več. Mislim, mislim, da je zmer, mislim, da je zmer več. Zdaj zmer bolj ugotavljajo, ker jih je toliko velik, da ni toliko lahko, ne. A veš, ja, 5, 4, 3, ne, koliko? 4, 3. Evo. Noro. Ja, ne, veš, to je tako, kot je bilo s temi voltovci ali pa z Uber driverji ali pa s čemarkoli, ne. Več, ki jih je, ne, manj, Pogača je zmeram v bistvu ista. Ja, Pogača je skozi ista. Ne, pa sam pač kdo si koliko slajza stran, ne. Ja, mislim, Pogača se v bistvu še manjša, ne, zato ker te države neke čudne hoče še tam mladim vzeti, veš, ta državna mreža. To je oglaševalski denar, če gledaš z vidika platform, ne. Ja. Veš? Sam ta denar iz platform itak ne gre, recimo, če v Sloveniji ni v Sloveniji ostane. Ne, to itak da ne. Sam pač ni imel interesu, da bi bili ta mladi čim dalj. Une od OnlyFansov bojo obdavčili. Ja. Kako se kdaj bil? Lansko je bil to podatek, mislim, da je bil to za 24, ne, da so trije so čez milijon zaslužili. Ne. A res? A res? Ja. To pri nas, ne? Pri nas je. A res? Wow. Ja. Wow. Ja, kakšen je povprečje, pa meni se zdi 150 evrov. No, ampak recimo, ne, mislim, pač davčna je imela nekaj za pripomnit, ne, da ne moreš kar odnesti, ne. Ne moreš kar imeti. Ja, še rekel. Ja. Tako se niso glih čist strinjali s tem, ja. Ja. Ja, po mojem mogel Snežiča poklicati. Sicer zdaj bo on verjetno minister za finance. Tole hot take, ampak mislim, da si ga zdaj likar. Da smo ga likar izbrali. Bliz, Mi smo bili. Ja, lej. Mislim, zdaj tudi predlog, ne, za vlado. Če še ni, pa bi mogli. Ja, seveda. Če ga je kdo slučajno pozabil od vas, sam tok, da vas spomnim. Optimizator, valjda, da bo, mislim, kdo pa, on pa ve, ko dobijo pa to. Valjda, itak. Mislim, halo. Dvojni mađioničar, ali kaj že on. Dvojni mađioničar. Ja, mak. A nima on mak. A je mak? A nidr? A je dvojni? A ja, ne, on je celo doktor. A je doktor? Ja, on je v Banja Luki enkrat doktoriral, ne? Like Valdas, ja. Ja. Nisem znal, da je diploma falsifikovana, dobil sem jo na poklon od oca. A ja, on je tudi doktor, ali kaj? Mislim, da je celo dvojni doktor, ja, tako da... Ekonomija pa ekonomija, ali... Po mojem neki kvadrat.
uporabna, pa najbrž neuporabna. Dobro, ne, da bodo delamo krivice, pa če je doktor, je pač doktor. Pelje imaš ti. Sem na robe naštipkov. Meni se zdi, da je. Ja, jaz sem tudi nekaj v glavu, da je to pač on. No, pa imamo človeka s kadrom, mislim, ima, kako bi rekel, izobrazbo. Ne, kadra imamo, mislim. Ja. No, pa nujno, jaz ne vem, kva se še čaka. Ja. Magister pravna fakulteta v Mariboru, evropska doktorat Evropske fakulteta Nove univerze v Novi Gorici, pa tudi v Banja Luki. Še en doktorat. Ja, dvojni doktor. Bum, Banja Luki, valjda naš manj kot doktorata vzel pist. Aj še kaj več. A to največ, kar upam. Kva imate? Ja. Pa jaz ne vem, zakaj se pa tukaj seveda, da ga damo za ministra. Zihar še nismo imeli dvojnega doktorja. Jaz mislim, da ne. Za ministra. Arhar ni bil, po mojem, mogel biti guverner. Nikoli se pravi, če ga damo za guvernerje. Ja, mislim, čak zdaj ne vem, se še nismo zbrali guvernerja, smo zbrali že. A ni bil Arhar? Arhar je bil že zdaj. Ne, to je bil zdaj. Kaj smo bili še mladi. Ja, sem se vedel, od tega se to mu glava, veš, guverner. Nekaj je bil zdaj. Ne vem, če je. No, sej. Se mi je naroden, veš. Zakaj? Ja, zato, ker... Je v križenkah velikrat. Ne. Zakaj? Dobro, lej, pustimo tu primer, bomo pogledali, pol preverili. Bo v zapiskih, če bo. Kdo je, pa kdo ni. Kdo ni. Pa kdo naj bi bil. Mislim, kdo naj bi pa bil, pa smo povedali. To pa ja, mislim, ali pač, zdaj ne vem, škoda, kaj sam lahko na eni poziciji, ne. A lahko ima dvojno pozicijo. Guverner in minister. Tako sposobni kadri, valjda, da lahko pizda. Se imaš prav, ker to je ta optimizacija, v kateri tako, veš, eno plačo dobiva, ta veliko in to je to. Ta veliko dobiva, sicer bo trojna, ampak bo pa šparal. Ja, valjda, ker bo to drugo bomo dal, ne. Pa še, veš, kakšne rešitve je to letele. To bo noro. To je to. Evo. Ja. JJ, rešili smo ti ta problem za... Ponavad so te, mislim, te veliki se ponavad kar bockajo, kdo bo kje. Ja, se to je, ne. Ja. Pri njemu to ni težave, ker on pove, kdo bo. Ja, se. Veš, pri drugih se skozi neki, pa on bi bil, pa ta bi bil, veš. On ima prednost, pa ta ima prednost, pa ta je bil že stuve. Ja, on bo pa rekel, ja. Ne, pri njemu teh težav ne bo, ne. On bo povedal, kdo bo kje in je to rešeno. Sicer to pa vlada ni, ker ni treba, da je. Ker bomo takoj. Mislim, ko bo prišel sajt za njo, bo po mojem zelo hiter. Ja, pa je Julija bo, ne? Julija ali kaj? Pa je, Junija. Ja, da zdaj vse zmenjeno, samo što nije. Vse valjda, jasno, da je vse zmenjeno. Če ne bi bilo vse zmenjeno, bi že kaj vedel. Ko bi Čarčija že kaj povedala, da je nekaj nezmenjeno. Mislim, mogoče, kad to poslušate, je že zmenjeno, mislim, imamo že, ne? Ja. Mi smo malo v preteklosti. Tako, ja. Kaj da bi snemali na drugem koncu planeta 4 dni nazaj. Ja, lej, mislim, 4 dni, veš, se marsikaj zgodi. Ja, valjda. Škaj lahko 4 dni? Snežič lahko minister. Ja, točno to. Mislim, da se on tega ne bo šel, ampak ja. Premad naraj, po mojem. Premad naraj. Ne, on se pač drge prklopu na to kravco. Ja, valjda. Ne pri vrhu. Ne, nekaj ne bo tako očiten. Ampak tenka ima vzejo. Nekaj ne bo tako očiten. Tenka je mlekec. Ne tenka. Tam, kjer so mozni stroji, da to ne bo šlo na roke, veš. To bo šlo v to. Tako, ja. Ja, dobro. Grdo. Ne, lepo bo. Za nekatere. Nekateri bomo pa tudi jokali. Tako, kot je rekel tvoj majster v Beogradu. Videli smo svašta. Gledali smo se svašta, pa da vidimo sati ovo. Mislim, koliko imajo ponovati Janševa vlada, ima rok trajanja 1-2 leta, ne? Ja. Ja, kaj je? Poprečno, mislim, da je 2.4 do 2.8 je zdržal. Zato bomo dali pa na napovej.com. Jihal se reče, bomo over-under dali. Da pa na napovej.com, da je to pa treba.
En je premal. En je premal. Ne, en je premal. Ne, ker nečijo jet, če bo dve, ker ali pa nimajo vole jet, ne. Se drugače bi bilo en let za dost. Ja, mislim, ne, to je Pričal se jih bomo že prej. Dost bi bilo tudi, če ne bi, ampak kaj. Tudi oni znajo vse enemu letu narediti, kar so hodili. So pa optimizatorji, ne? Seveda, ja, Ne, oni ker so hitro naredijo. zdaj mečkam bolj brezkompromisno zoštartali, tako da bo lahko tudi v enem letu rešil to, kar... A misliš, da bo tudi Black Cube kaj sodeloval v tem prvem letu? Mislim, če bi človek pameten, valjda da bi, ne? Mislim, treba je rešiti korupcijo, by the way. Veš, da jih ima na kolu. A veš, ne? Ker ta korupcija je velika. Mislim, to za nazaj treba rešiti. Ful je dobro, da če rešuješ korupcijo za nazaj, vmeš pa svoje delaš. Veš, kaj smoke screen, ne? Pa še une zapreš, kaj so ti. Sej, pa cel halo je, pa pol oni štrajkajo tam iz zapora, pa tako, pa ne vem, enim pojejo pesmi, tako, ko so unmo peli pesmi, a veš, pač, ne. Tako, ja. Mi pa poslušamo komad, ko smo ga že, ne, odnjetov. Ja. Ja, toliko o tem, ne? Toliko o tem, ja. Druga novica. Živapel praznuje danes 28 let. Koliko let? Aha. 28. Ja. Je bela cesta. Pol ljudi, ki poslušajo, sploh še niso bili rojeni. Ja, ampak skor. Kašno imamo... Ja, kar veliko tam mladih. Aha, ok. Ja, tako da... Kar je? Pogooglite, kaj je živapel. Ja, zvpl.com, sej ni nič, ampak če bi pa kdo bil dopisnik, pa lahko. Plačan je ful. Dobite uno kartico. Živapel pres. Neomejeno. Ja. Ne, v bistvu je brez kritja. Približno tako, kot pri štoparskem vodniku odpira mnoga vrata, sam tok pijače pa ne vtespil z noku, ker čeprav. Ja, no. Da bi to še šlo. Par backstage smo pa obdelali z njo. Jo, pa takrat je še nekaj, takrat je res nekaj pomenila. Čeprav takrat je bilo malo drugače. Mislim, da je ta industrija, da ta štandard ni več to, a veš. Ni več, ja. Ko smo mi bili mladi, so bile še primerje tako, da so bili neki gostje, pa ne vem kva, neki so neki naredili, pa pol se je jedel, pa pil do 3 zjutraj. Ne, to je bilo kar orang. Mislim, žuri so bili vsaj do polnoči, če bil pa več film, je bilo pa ne. Dogodki so bili pač to, ne, a veš, ne. Žuta štampa je slikala, ljudje so se nasmihali fotografom, bla, 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 ne. Vse v svrhu kampanje. Pa se pa to počasno nehal. Ja, vidiš, drgan se je preselil to, ne. Zdaj pa gospe iščejo službo, tako da slikajo same sebe, pač ne, kot influencerke pred Hoferjem, ne. Valda. Je šlo nekam drgam. Ne, pa pač ti znani se promovirajo pač isto prek svojih profilov, ne, ker je precej več, bolj se jim splača, no, to, kukar, recimo, da si se pač hodil tja kazat, ne. Ker zdaj pač dobiš vsaj še nek free stuff ali neki tasga, pa ne vem, neke zadeve, ne. Sam se pa ne moreš družiti s svojimi prijateljčki fejmiči, ne. Pa ja, podružiš se zmerom lahko, ne? Zdaj se pač zdaj tam dva selfija posnama šolno tret, ne? Ampak se pravi, zdaj te ni toliko, da se v nekem žutem tisku pojaviš, ne? Ampak ti je v bistvu zato, da boš pač na svojih profilih to tržil, ne? Ja, v bistvu že direkt tržaš po stvari. Ja, middlemana smo spet skatali, ne? Ja, vala, direkt te dva, demo, ne? Ali pa da te kdo pač ne poslika pa. Ja, dobro, ti te ta... Tudi, ja, tudi. Ta nekak paparaci varianta, to še zgleda ne bo malo izumarjal, ne. Čeprav, kaj ne, zdaj v bistvu tudi njim je trda prede, ne. Ker so teli že sami pripravljeni čisto vse vam fukant pizda, samo zato, da bi se kazala, veš. Pa zdaj reče, vse ne rabiš niti fotografa ne imati, če bo street, veš, če bo kao user generated, mora biti z iPhone-a, pa še boljše, da ni to nov, ne. Tako je, še malo zablurano. Da zgleda malo, veš, ne.
En star Android, 2 leta. Stari, veš, včasih je mogel ne vem, se po enih drevesih skrivati, veš, pa metrski tabel objektiv gor med, pa zato, da je joške sliko, veš, danes jih pa sama slika, pa jih pošle, veš, mislim, halo, ne, kam smo prišli? Ne, samo to, lahko jih da še na OnlyFans, ki ima še tam kanala, veš. Tako. Pa vsi trpijo, prodajalci objektivov trpijo, a veš, mislim, fotoaparatov. Vse je šlo to na dol. Povezane. Ta državna mreža so vse sfukala, pa borza. Ampak to že prej. Borza jebe že ljudi od 1700, ne vem kdaj. Mislim, zelo resno že vsaj 100 let. Ja. Od holandskih čebulc naprej. Lahko se že navadili, ne? Mislim, takrat jih je kar resno Jaz sem pa dolgo cajta ni bilo, ne? Ja, mislim, to ne vemo, ker nismo jih rekli, neki finančni strokovnjaki, ampak pride vsake par leta. Zgodovinari borze in borznih. Valjda smo kot valjda vse obvladamo. Tudi vse obvladamo. Tako. Vemo še, da je bilo 29. Vemo še, da je bil dot bubble. Ja, pa še v 80-ih je bilo. Zdaj pa AI bubble čakamo. Ja, v bistvu, V bistvu. Ali pa sam da poč. Ja. Ne AI, ampak sam da res orang poč. Ja, oboje je predvsem blizu. Nekaj smo. Oboje je nevarno. Tako, že trka na vrata skoraj. Ti smo rokcama že na vrata. A si predstavljaš, neka teroristična organizacija se spravlja ti le data centre, pa jih malo začne bombardirati. Ne vem, da ti da, se jih že imajo po mojem. Sej to pa res ni tako očitno. Mislim, da je tako. No, če so pa odklej idejo, dubel pa mislim, hvala, da poslušate. Hvala, da poslušate. In hvala, da se ribe pika. Pa vsi 3 evre pošljete. Pa še 3 evre, samo na pikniku, kaj pomenil, kako je šlo. Če pa tukaj je to ideja, da biti pa vsaka čast. Uno sceno na koncu Fight Cluba, ki je Financial District od Fuka, to bi res rad videl. Če to kdo ve, skupam karto za New York za takrat pizda. Je bil vic, kjer klub je bil od Osame bin Ladna najbolj priljubljen. Kjer? New York Jets. Fuck. Grda. Tole pride. Ja, takole pride, nimaš kaj. Mislim, da se, a veš, po drugi strani, če ne bi rezali tam okoli, če bi bil na Bližnjem vzhodu skozi smer, se Osama bin Laden ne bi zgodil. Ja. Če bi jih pustili primer, pa sam nafto od njih kupovali, a ne? Če bi jo kupovali, ja. Oni se bi jo pripravljali prodajati, čisto normalno. Ja, samo oni so rekli, da bojo zdaj pa to naše, pa bomo mi prodajali po svojih cenah. Potem se pa zbunili. Mislim, se zbunili pač. To je ta... Razmetavati pa levo, pa desno. Imperializem preoblečen v kapitalizem. Tako da ni treba, da si prav zelo ful dvojni doktor finančne zgodovine, da ti je to jasno. Samo veš, tudi to je zaslužne s tem, kar se zdaj pač ne. Absolutno, zato se dela, ko se zasluži, drugače se ne pne. Mislim, po mojem, zdaj so naftni lobiji so ful veseli, kaj cena šla gor. Seveda, pa še te orožarski, ne? Ja, te pa sploh. Kaj smo rekli, da zdaj sem glih slišal, da je Slovenija ujela, zdaj 2% smo zapravili za obrambo, ne? 2,03. Nekaj tacga. Tako da zdaj smo že, smo se že približali, ne? In pač vse, ne, nismo hudi, nismo, ne? A iz naše razmere smo hudi, stari. Se zdi to dobro. Smo denar zmetali, kaj ga hočejo, da ga zmečamo, ne? In pač, ne, če to pogledaš še ostalo Evropo, ne? Ja, kaj se tudi dela Nemci. Dokler je bil mir, kvačmo za to orožje metati, ne? Mislim, Američani so to ves čas radi metali, ne? Ta Evropa je pa kar nekaj zaspala. Veš, mislim, je bila malo tako kaun, veš, tak je postavil ta grad, kjer je bil Ludvik II, ki je postavil ta grad, ki ga je Disney pol pokopiral. Stotke gor. Disney grad. On je bil tako ful nepriljubljen bavarski
Veljak, ja. Bil je gej, ne, in njemu je veliko pomenila umetnost. Ne, in on ni imel izdatkov za vojsko, ampak je metal vse v umetnost. Ne, pa v te neke lepe gradove. To mu je bilo všeč. Lepe stvari, da. V lepe stvari, S tem podatkom zdaj bolj razumem te stolpe. No, ampak recimo, ne, a veš, in če tako gledaš, ne, na splošno, ne, vse, ne, ta Evropa se je mečkam polenila, ne, fajn nam je bilo vsem skupaj, ne, pa zakaj bi se mi to vojsko metali, če nam je lahko tako lepo, ne, in ne, poti neki skuhajo mal ti, na en stran ti Rusi, neki skuhajo Američani in pol kar naenkrat ti pa zdaj, moramo pa mi malo zategniti tole, ne, bomo pa mi zdaj začeli orožje kupovati, ne. Pa se imeli vsi fajn, tudi drugi so bile plin kupovali, pa ne. Sploh, ne, zakaj, ne, ampak tako, ja. Pač lej, na konc zapravljaš za nekaj, ki v bistvu ne rabiš, ne. Pa še v zrak pošleš, kde meti pide. Ja. Mislim, dobro, kaj še eksplodira, pa do umre zraven. Ja, pa v bistvu tega načeloma, če tako, vsakega normalnega človeka vprašaš, tega noben noče, ne. Ne. Ampak pol, ko pa na larckaj potegneš skupaj, pa kao se pa to hoče. Ja. To je zanimivo, veš, ta čredni nagon to hoče, ne, vsak posameznik pa tega noče. Pa razumem. Mogoče so eni posamezniki, ki dejansko hočejo. Ja, in potem so to glasni, navlečejo to ljudi, pa z nekimi populizmi vlečejo še ostale zraven, ne. Ja. Da se tudi unim, ki se jim drugače ne zdi dobra ideja, pol na koncu že da sem tole pa res ni tako slabo, ne. Mislim, če ponavljaš to 5 let ali pa 10, pač ne, se prime nekam, ne. Ja. Najbrž. Takle je. Je nič, Slavko, stvari so take, stojijo pa tako, da smo na 19 minutah. Zdravo, raziskovalke in raziskovalci. To je podcast o življenju, vedno polnem ljubezni. To verjetno po našem uvodu niste ugotovili. Ste se, zato ker to je v bistvu kratica ŽVPL. Življenje je vedno polno ljubezni. Kako si pa tole zdaj le pripelal? Ja. Lepo, ženske v pravih letih. High five. Ženske v pravih letih. Tudi ženske v pravih letih. A bomo se o tem pogovarjali, v nadaljevanju pogovora, ker smo polno ljubezni življenja smo že obdelali. Vmes se pa občasno in relativno redko v vsaki epizodi pogovarjamo tudi v zadnji Douglasovi knjigi Zadnja priložnost, ki je napisan skupaj z Markom Carwardinom. Kljub vsej te ljubezni, ki je tukaj, da je okoli nas. Sej okoli nas je v bistvu. Ja, sej, pa mi še vedno. Aljo? Peli. Enzi. A bi mogli biti še ljubavna imena, če imamo še partizanska, da imamo še ta, ne. Sem pa imaš lahko ljubezenska, pa imaš lahko porno. Ja, se nikoli za to, kaj bomo imeli, ne? Amo porno, veš. A čakaj, to ljubezen? Ja, mislim, ni, ne, v bistvu ni, imaš prav. Pa moramo amora, veš, pa te nekaj najdete, ne. Bom pol Eros. Eros. Kaj pa še pol ostane, amor pa neki. Neki. Kaj pa je nordijski bog ljubezni? Oni niso imeli. Skero, oni so imeli skero, pizda. Ne rabiš ljubezni, če imaš skero, pizda. Stop. Razod 2 skere. Eros, Tibot, amor in on pa skučer. Kaj je tudi bog ljubezni stari? Ja. Sam sem res skučer stari. On prav, pizda. Jaz sem bog ljubezni, pizda. Koma tedna, pizda. No, prav. Črn tulipan. Čak, da bomo dali to za poslušati. Vse slište zdaj v zadnji. Tako. Skučer prav, da on bog ljubezni, tako da pač ne. Jaz bi bil na mest kupiti raj. A už ti kupiti? Kaj je še frej? Ja, už amor. Ne, amor je super. Amor, ja. Dobro. Ja, tako. To je dobro, aha, ja. Enač, hvala vsem, ki nas že podpirate, in hvala za vse ribe.si. Če bi pa nas radi podprli, pa to storite prav tam. In še boste imeli cajt, da se udeležite letošnjega piknika, ki bo
najbrž junija, če pa ne, bo pa najbrž enkrat drugič. Ne vemo še, ampak... Bo pa oktobra, ko več placov frej. Ali pa avgusta, ko bo ne, se bomo najdli en lušen plac. Nekaj bomo najdli. Močno upiramo vse moči v to, tako da vi pa kar poklikite na hvala za serijo. Če pa kdo ve slučajno od vas, za kakšen dober plac... Ja, pa na Discord, ja. Tako. Tam piše, vsi linki so na opravičujemo.se. Tako. Yeah. Sem šel preveriti Frej, nordijska boginja ljubezni. Freja, ja, točno, Freja. Zato je mogoče bolj kot mogoče bolj kot skočer, pizda. Je asociriran z ljubeznijo, lepoto, itd. Čak sem, imamo kakšno slovansko? Daj poglej še. Daj še to poglej. No, to seveda, da je. Ja, valjda mora biti. Ful bomo vse plodnosti ali neki. Ja, zihar je. Vesna. Zna bi, da je kaj tazga. Mislim, plodnost je zihar, po moje pa pomladi, pa po moje to skapaše. Lada. Niva. Primary Slavic goddess of love, beauty and fertility. And marriage. Opa. And marriage, ali kaj? Zdaj te avte čist drugač gledam. Boginja pomladi in poletja. V redu. Asocirana z harmonijo in družino. No, tega pa niste vedeli. In je pogosto povezana z miti o Svarogov in Jarilo, kar je podobno kot slovanska Afrodita ali Freja. Ja, vse to je zdaj to nekaj povezan. Neka taka dinastija. Vsi so bili. Vse te bogovi, če pogledaš, v bistvu je mušter. En se jih je spomnil, ta stari so bili unaki, ta novi so pa taki, da malo več ubija. Mislim, ne se te stari se tudi sam sem imel tudi dole, pač se sem imel. Tu je vse v enem, pač master of none. Ja. Tako je. Tam sem imel pa lepo, koliko se zgre, po specializaciji. Ja, si imel specializacijo. Koliko moraš vedeti, ne moraš biti za vse dober. Vala, skočer je bo klubezi, bi ga pizda. In se pa le se veš, kako gledaš tale bor, kjer kor je, ki ga imamo enega. A bi ti rad videl, da ti družinski zdravnik operacijo na odprtem srcu naredi. Jaz bi tako rekel, ker tukaj družinski zdravnik ti operacijo na srcu naredi, plus ti pol gre pa še avto pa vodovod zameda. Ker to je ta naš, ne? Vse dela. Pa še karte ti prodaja, kaj greš od Taylor Swift. Pa še karta, pa še skuhati neki. Ja. Vse. Če tako pogledam, bi ta koncept z večjimi imel pri srcu. Mislim, vsaj kar se strokovnosti tiče. Tako, ne, kaj vidiš, mislim, pa že unim ni šlo, ne? Že z Grčije vemo, da že unim ni šlo prav najbolj. Dobar, kregali so se med sabo. Z tega tudi vidimo, da... malo so se kregali med sabo. Vse to, kjer familija se pa ne. Se to človeška, A misliš, da je ta tok šizofren, ki se ne more z omenim skregati, pa pač se sam sabo, pa sama tamani, bam. Mislim, seveda ima te angele, samo angele niso to. Mislim, ne pomagajo, ne, zdaj tok. Ja, eni še celo v hudiču, mislim, dejansko je postal hudič. Tako, ja. Madonna. Čakaj, smo tu imeli, da ne vem, kje sem zdaj, da imaš kao ta AI, ne, da se ti cerkev približa, pa imaš tudi, če plačaš, se lahko tudi s satanom pogovarjaš. Ja, kje je že to bilo? Zdaj sem to neko ujel. Še dobro, da sem še kar srednje dozmeren agnostik, da me te stvari ne vlečejo. A veš, kaj pa moraš še to plačevati hudiča, veš? Za bugica pa še za hudička. A misliš, da če za buga plačaš, pa tudi za hudička? Ja, se po mojem lahko cel paket vzameš. A vidiš, da imajo vse? Po mojem. Premium plus. Ultimativen. Ja, tako. Misliš, da imaš tak AI, ki ti vsa versta da imaš pa res premium paket 100 €, veš? Sam zber. Vse, kar češ, ne? Po kliki. Še ima tlele, karkoli, ne? Buda, one obskurne amazonska bogove, ne? Po moje naredijo research, pa ki veš, tam bezudje, da kupujejo. Ma se tisti tak ne veš, ti tako, da ti lahko prodajo kar češ. To tam reče sam kar na lagi. Ti sam piča. Lada je pa v resnici pisa, mislim,
Mislim, kukar je bil grd avto. Vse to, no. Mislim, zdaj ima svojo... neko notranjo lepoto, ja. Čeprav je Lada tudi ni imela. No. Se pravi, odvisen kjera, no. Se baš prav. Za moj starfotre je bil ta starega karavana, veš, on ga ta dolcga, ki je ta navaden je bil kvadraten, ne kvadratnik. Karavan je bil pa... 2104 mislim, da je bil. Ne vem, kjer, ampak... Vijolčenga, stari. Barva je bila... ta barva je naredila 800%, vse to vem, da ne more biti, ampak a veš, ful je naredila in je bil relativno ne grd. Mislim, bil, ampak meni je bila, mislim, diva tako zmeri tak, mislim, se je bila, ampak taka grda, da lep načido, to hočem reči. Da meni je zdaj bolj lepa, kot grda, tako, ja. Ba neki, ba šarabno. Lada Niva je bila pa zmer ne cortlih, ampak tako, tako se mi je zdelo, ok, ta avto pa ne rabi biti lep, zato ker je tako uporaben. Se to. To je pa res avto. Zdaj so ga še celo malo napimpali. No. Jaz sem jih tam po Armeniji gledal, ker to imajo, pa mečkan so, niso se glih prav. Redizajnirali ga niso. Zdaj še enkrat si refrešati, vidim nove, zgledajo, pa to je to Range Rover jebote. A je? Ne, pa ne vem, uneka so bile tam... Jaz sem gledal 10 let nazaj, ko so bile te lade, študije, kako ne bi to zgledalo, ampak to v realnosti to ni bilo tako hudo dobro videti. No, ja, lada pa, če ne se nimaš kaj. Bolj, da so, ne... Za tiste, ki ne veste, bomo dali zapiske, prav to karavan lado, to staro, pa najbrž je tudi navadno, na istem page, tako da blušen. Kje smo bili mi? To moramo, hvala, da se pri ribe.si, zdi, da reč. Ja, gremo pogledati, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Sedaj pa malo vsebine za tiste, ki radi poslušate nas, kako govorimo o Douglasovih knjigah. In konec. Ja, ni jih več. Ne, en je še zihar. Mislim, za enega vemo, da bere, to je pa to. A res je? Še bere, lepo. Stotni korenček se napisal. A res? Pozabil sem, vidiš. V glavnem, bili smo pri Josefin pa Mutzenbacher. Nisem vedel, da je bil to v bistvu, sem prebral v zapiskih prejšnji teden, da je bil to v bistvu roman kurtizane iz preloma tisočletja. Tako. Ne, jaz pač nisem takrat gledal. Sem gledal, ampak nisem spremljal vsebine. Odzvanjalo ti je ime neko v glavi. No, glavno, to smo se pogovarjali, pa zmer bližji so prišli naši vnaki. Nosoroga so lahko skoraj pošletali. Pa pojmo zdaj v Kvarnik, da vidimo, kje smo zdaj. Kaj je s tem nosorogom? Ja, kaj pa je bilo? Dramatična tišina. Ja, ne, zdaj študiram, kaj se je zgodilo s tem nosorogom. Malih je, delali so se, da se ne menijo za njega, pa so šli pol še malo bližji in so bili pol na 20 korakih in pol je Charles rekel, da ne more malo ustati se in da so bili res blisni. Koliko je 20 korakov? Recimo, da je to 15 metrov. Bi rekel tako. Rečemo, No. V plečih je bil velik, skoraj 2 metra, in močne in čokate noge in res je bil hud. Tako da... Pač mislim nekaj, da dočeš videti partovske živali, kako lomasti pred tabo. Ja, ampak to je dejstvo. Zanimivo je, da že kaj čisto lahko premaknil nogo, veš, da se je koža zganila s tako lahkotnostjo, s kakršno se parkirajo Volkswageni. Je napisal. Pa je slišal še fotoaparate. To ga je malo zmotil. Veš, da neki čudni zvok je pa DeFi pri srcu. Ampak se je vrnil po paši, ampak pa se je pa veter obrnil. Ja, pa ni bilo tako redno. Kot so pa malo zašvicali. Ja, kole pride. Ja, pa so bili malo bolj tih. Po aparatu malo nemiren, poživčen, pa malo mulut uno travo.
Kaj da ne bi vedel, kva narediti. Ne. Tako je. Pa je pa Douglas padel en, kako se reče temu, domišljijski part. V bistvu je padel naprej v čas, ko je bil v sobi, pa je pisal, ko je pisal te besede. To je bilo kar dobro, ko je v bistvu dva timeline naredil. V bistvu je zanimiv meni, ker imamo v scenariju več napisan, kot je v knjigi. Dober scenarij, ne? Ja, se to, je kar, smo kar razdelali tole, bolj kot je on v bistvu razdelal. V resnici. Ja, tako da. V glavnem, veter se je obrnil, Douglas je razmišljal, na Soroke pa udarjal čez ravnico, kakor gibek mlad tank. In to je bilo to. Ja. Videli so vse Soroge odbliz in cajt je bil, da se vrnejo domov. Mi pa tudi, ne, da se vrnemo domov. Tako. Mi smo prišli do pečine obešalnika. Čas je, da se vrnemo domov. In Douglas je bil eden redkih ljudi na svetu, ki jih je v bistvu videl v živo. Če tako pogledaš. Mislim, dobro, oni po Afriki so jih videli v živo, ampak od recimo neafričanov. Je bil pa en redkih ljudi, ki jih je videl v živo, pa kot zgleda bo tako tudi ostalo. Tako da, juhu. Najlepša hvala za to, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, v kateri ste premierno izvedeli, ampak to ne bo naša skrivnost, kdo bo novi finančni minister Republike Slovenije. Bravo, čestitke. Zadržite to zase. To ne ustane med nami. Ja, čestitamo mu lahko. Se nismo barbari. Prav, naslednji teden, kaj povemo, kdo bo drugi ministri ali se kakšnega drugega? Bomo videli. Mogoče razkrijemo še kakšno tako insajdersko skrivnost. Iz gostilne, a ne? Ja, tako. To je tisto, kar smo razložili, da v gostilnah več zveš, kot Black Cube zveze milijone evrov. Ceneje, Predvsem ceneje. Zakaj? Ja. Če vi kaj se lahko to povete na Discordu, na družabno obrežje ne gledati, ker tam se ne zve tega, kar se zve v gostilnah. Saj jaz ne hodim več k frizerju, tako da mi kaj tam povejte na Discordu. Včasih te moja mama in babica so to kaj pri frizerju zvedle, veš ti. Ja, valjda. Si Jano prebral, pa Lady pa to pa skaj zvedel. Zdaj pa nič ne. Zdaj pa prijebale. Ja, no, v glavnem, če ste pa že na dopustu, kaj eni grejo že zdaj že maja, ne, veš. Pa kakšne kartice lahko pošljete na dobro znani naslov, opravičujemo se za vse nevšečnosti, Litva Strojska 52, 1000 Ljubljana. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Hvala lepa. Hvala, lepo se imejte. Pa rad se imejte. Čak, zdaj imamo pa outro. Še 30 sekund moramo govoriti pa outro. A to imaš kakšno avtomatko, zdaj ti že naštimano? Ne, sam Slavko mi je oca dodal. Kaj mora biti? So vse epizode da na 0-0 dolge. A res? Ali pa če slučajno se mi ne izide, so pa na 42. Zdaj je bilo 42. Ja, sej smo že imeli, tako da bomo zdaj bomo dali na 0, čak. Pa kdo mene plačal za to? Kaj? Ne, sem imel v tem sindikatu prijavil. Bum, točno, ne? Zdaj se pa tega ne uslišali, brez veze. Še enkrat bom. To je to. To je to. Alrighty then. Bo dot, ne bomo podarili. Ja, ne mi imam šole. Nga. Vidim si još prvo šel. Ti boš še zmeram nič? Ja, ne bo, ker bi... Ohoho. Dober dan. Dobar dan. Lihar smo nehali. Lihar smo hodili se gore premakali. Kako ste pa? Bravo, hvala lepa. Hvala. Dobar dan.
Spoštovanje. Saj nisi videl zadnjič. Ja. Boste prišli v gosti, bomo mikrofon našteli, ni panike, imamo že. Ne bom, jaz sem prišel samo na pivo. A bo ta publika pa bo ne more? Neč ni džabe, veš, v te bajti. Ne. Zdaj bi gremo gor na 4 mesece. Da gremo. Mene tisto. Če me pa še ne me pa bo. Če te pa še ne boš pa delal na tem, da te bo. Jaz se pa glih odreagam. Glede smo stari, minuto nazaj še odpili za svoj Cel bol. projekt bi še noter prišel. poletela v Res, epizodo. briljantno. Je čakal še